Mercedes, pa vi ste meni čist nov avto dali. 287 km se mi zdi, da dobro tukaj noter diši. Prihaja trenutek, ko bom moral jaz EQP, ta avto, vrniti. Menil bom pa zvezdo za zvezdo, to se ne zgodi dostikrat. Še preden se pa zgodi ta menjava, moram pa jaz o tem avtu končno kaj povedati. Stari je pa kar malo čili rata. Evo ga, Zlatane. Kako si ti meni, dober, Pa je zdaj, je to en najlepših kupejev v tem trenutku ali ne? To je čist tvoja stvar, pa niti malo moja. Če me pa vprašaš za moje mnenje, pol pa mislim, da je Robert Lešnik svojo ekipo razturil. In če bi ga moral opisati z eno besedo, bi bila to valjda beseda eleganten. Pa še ena stvar, ko pridemo do EQP-jev, se meni tale zdi od čist vseh, ki so kdaj zapeljali na ceste, drugi najlepši. Je pa res, da sem tukaj popolnoma pristranski. A veš, moj ati je imel C124 EQP-ja. Je pa mersko bolj zajeten kot prejšnja generacija, daljši, širši, več ga je skupaj. Pa od teh osnovnih reči, sem še kaj pozabil. Ja, pri nas stane vsaj 50 jurjev. Brez rok. Kar se pa kabine tiče, če je zunita glavna beseda eleganca, je pa tukaj noter udobje. No. To pa dizajn. Zdaj, ena stvari, ki mi je recimo dosti všeč, je to, da lahko, glede na to, da je to predominantno eleganten kupe, bolj Grand Tourer, da lahko sediš ful nizko. Lej, moja rama je recimo nižja od ramena avtomobila. Preglednost je itak zelo slaba, ker to je kupe, ampak pri taki obliki, who cares? In zdaj, če govorimo samo o obliki pa o dizajnu, stari, če mene vprašaš, je tole ena najlepših kabin sploh. Saj sem že večkrat povedal, da sem totalen sakar zato, ker je Mercedes sposoben narediti tukaj okrog voznika čudovit kokpit, ajde merilniki. Mogoče bi bilo še lepše ali pa bolj učinkovit, bolj tak high-tech feel bi imel v kabini, če bi bili digitalni. Drugače pa materiali so top, sestavljenost celotne kabine je na zelo visoki ravni, tako kot pač pri takšnem avtomobilu mora biti. Bi pa jaz eno stvar tukaj noter pri konkretno tem avtu spremenil. Meni pač ta dizajn, ta organska oblika, kakšen lep flow ima čez kabino, ful ustreza, ampak jaz v tem avtomobilu ne bi imel tega pasa aluminija. Vse drugače ful fajn, zgleda top, ko se ga dotakneš, je prijetno hladen. To je vse lepo pa prav, ampak zdi se mi, da bi temu avtu bolj sedel kakšen fin lest, kot je recimo tukaj let spodaj na tem sredinskem grebenu. Dostop do druge vrste je razmeroma dober, zato ker se tukaj ustvari, da šta sedeš naprej, razmeroma velika odprtina, tako da ni tak problem sem zadnji zlest. Ok, zdaj ta sprednji zid nastavljen zame, ko vozim, se pravi mojih 175 cm zdaj spredi, ok, sedijo tukaj zadnji, pa stari, a veš kva? Sploh ni toliko malo placa, moja seksi kolenčka ima koliko, 15 centi, stari, to je veliko. Kakšen je pa na cest? Kako se pele? Stari, ne bom ti lagal. Točen tale, ta konfiguracija, ta motor, do katerega še pridemo, avto ni športnik. Spomnim se na tisto besedo, ki sem jo najprej povedal, eleganca. Ima tudi športni program, je relativno učinkovit, po moško prenese tudi zavoje. Pravzaprav je glede na to, koliko zrelaksiran je ta avto, krmiljenje še posebej dober. Ampak jaz sem se 99,9% časa vozil v programi Comfort, nice, easy, elegantno, 5-15 minut prej od doma, zato da uživaš v vožnji. Je pa nekaj drugega res, ker zdaj prijemo pa do motorja. Diesel 2.0, 147 kW, vse lepo pa prav, ta motor že dobro poznam, tudi varčenje na avtocesti 6.2, na splošno, vsi režimi vožnje, ni hotel spiti več kot 6.7, max 6.8, ampak obrnem kokar češ. Jaz se ne morem znebiti tistega feelinga, za katerega vem, da je ta prav, da bi tukaj noter vsem rajš videl kakšnega zmogljivega bencinarja, kakšnega V6, 300-400 konjev. Za konc pa, če potegnem črto, stari, kva ti rečem, Mercedes je naredil vrhunskega Grand Tourerja, pa če bi moral narediti ene ekspresno sladko kisle, med kisle bi dal, kaj pa je svojim, preglednost, ven se pač slabo vidi, to je kupe. Druga stvar, cena dodatne opreme, ta je precej draga, tega ne moramo zanikati, za ta tretjo stvar pa, stari, se ne vem. Čez sladke smo se pa itak na en način že sprehodili, to je ziher ugled tega modela, elegantna karoserija, čudovita kabina, udobje, ne samo v kabini, tudi na cesti, zato ker avto zna res lepo zglediti, kakšno ima brez maha na cesto. 5 pa, kaj pa je sem, recimo njegov inteligenčni kvocient, vsi vemo, koliko pameten pa napreden je to je pa EQP, kar pomeni, da je vse tiste stvari, ki jih znajo, tudi drugi sodobni, večji, pa dražji Mercedesi, pa konec koncev tudi manjši, ker tudi A je kar prefigano, brihten, to zna vse tudi ta. Ok, ta avto mora nazaj. Jaz moram pobrati pa njegovega SUV brata, imenuje se pa Mercedes-Benz GLC. No, tako situacija z EQP urejena, avto je nazaj prebajt, tale je pa moj nov prijatelj za naslednjih par dni. Pravzaprav bomo šli z GLC-em na morje. Pa vem, grede, Mercedes 2 avto zapored, nora dobra kombinacija modela pa barve. Tale rdeča,
Pa se mi zdi, da ima bolj jezno gledal svet. Mislim, da ima AMG paket. Mercedes, pa vi ste meni čist nov avto dali. 287 km se mi zdi, da dobro tukaj noter diši.